V prihodnjih 3 mesecih bodo v panogah, kjer se naročila zmanjšujejo, denimo v proizvodnji oblačil, usnjenih in kovinskih izdelkov, pohištva ter delov za avtomobile, podjetje lahko zaposlenim skrajšala delovni čas. Namen sheme skrajšanega delovnega časa, ki jo je danes aktivirala vlada, je, da se podjetja izognejo odpuščanjem, delavci pa obdržijo delovna mesta. Država bo zanje zagotovila nadomestila v višini 60% bruto plače. Seveda pa obstajajo pogoji, da podjetje, ki bo to shemo uporabljalo, ne sme odpuščati, ne sme iti v likvidacijo, ne sme si izplačevati dobičkov in dividend. Če bo kršilo te pogoje, bo moralo denar, ki ga je prejelo od države, vrniti. Delavci pa bodo morali v tem času, ko čakajo, se prijaviti na različna usposabljanja ali pa dodatna izobraževanja, ker je namen te sheme tudi nadgradnja spretnosti oziroma upskilling, kot temu rečejo v Evropi.